Fantje, a veste, kakšen okus ima pomarančni sok, če si tik preden ga spiješ, umiješ zobe? Zelo drugačen. Res je. Voda ima drugačni okus. In zdaj pa imate edinstveno priložnost, da to okusite v praksi. Jasna vam prinaša kozarce soka in ustne vodice. Najprej dam tebi eno. Kaj, jaz moram tudi poskusiti? En zelen napitek, pa en oranžen, pa sam se odločiš, katerega boš popil, katerega izpljunil. No, poglejte, jaz bom to demonstriral in reskiral svoje brbončice. Kar izvolite. Dajte vi tudi. Takole, dobra vodica, zdaj pa pride sok. Malce ustne higiene. Kaj okušate? Kislost. Ja. Bolj kisu, ja. Jaz pa vas zdaj sprašujem, zakaj se to zgodi? Po umivanju zob spijete pomarančni sok. Zakaj ima tako čuden okus? A. Ker snov v zobni pasti razgradi sladkorje v soku. B. Ker snov v zobni pasti prepreči, da bi okušali sladko. C. Ker snov v zobni pasti vpliva na možganski center za okušanje. Ali D. Ker snov v zobni pasti pomarančni sok močno razredči. Imate pol minute in izkušnjo okušanja. Ja, sam ne že zdaj, ko bo 15 sekund. Ok, tole mesija je tole, ker pa imaš tudi pekoče občutek. Res? Ja, ko ješ ene zobne paste malo pekoče. Ok, gremo brihta. Gremo brihta, ja. Aha, na pomoč kličete navijače. Kdo kaj ve? Ok, ne. Ok, dajmo. Ne, v redu. Ok. Pravijo A. Ne, dajmo C, dajmo C. Damo C. Še nekaj sekund je do konca. Izbrali ste odgovor C. Ker snov v zobni pasti vpliva na možganski center za okušanje. Poglejmo, kaj se z našim okusom skozi kemijske oči zgodi, ko spijemo pomarančni sok po umivanju zob. Zobna pasta se nam v ustih speni, ker vsebuje kemijsko snov natrijev lauril sulfat. Ta pa ima tudi zanimiv stranski učinek. Zaradi nje namreč ne okusimo sladkega v hrani, saj za nekaj časa, dokler je iz ust ne speremo slino ali vodo, onesposobi okušalne brbončice za sladko. To pomeni, da postanejo drugi okusi veliko bolj izraziti in da zato po umivanju zob okusimo pomarančni sok kot grenek in kisel. Žal ste odgovorili narobe, rešitev je B.